Najprej me zanima tole leta 2000, ta združitev esej za tiste nepoznavalce je ogromno obetala. Potem se je pa tudi, bi rekel, kar fajn sfižila, ne? Kako gledate na tisti čas, zakaj je prišlo do tega fiaska? In drugo vprašanje na to temo, kako to, da so praktično skoraj vsi funkcionarji krščanske demokracije ostali v SLS potem? Mogoče tole, no, za štart. To je zame tudi vprašanje. To je drugo. Ampak, glejte, ko smo mi zvedeli za prve rezultate prvih volitev in smo bili z Ivanom Ormanom tlele v Ljubljanskem dvoru, kjer smo imeli prvo zastavo brez zvezde, na cvetno nedeljo izobešeno. In sva z Ivanom Ormanom takrat rekla, da je treba spraviti obe stranki skupaj, ne. Zdaj, mi smo imeli situacije, recimo, kot je bila gor nad Ptujem v Juršincih. Mož je bil šef Kmečke zveze, žena je bila pa šefinja krščanskih demokratov. Ker je bilo prepričanje, da bo Kmečka zveza ostala kakor vse obsežen, rekel, nadstrankarski sindikat oziroma strokovna zveza, da bodo krščanski demokrati pa prevzeli vlogo nekdanje Slovenske ljudske stranke. In Ivan Orman je temu tudi sledil, njegov zet pa ne. No, bomo zelo po domače povedali, ne. In kljub temu, da smo mi se združili z zgodovinsko ljudsko stranko, ki je živela od zunaj in je bil njen zadnji načelnik je bil dr. Marko Kremžar, ki je to tudi popisal, kako je to bilo. In nam je tudi, rekel, nas je ta smer podprla, ker je bila v Demokrščanski internacionali, tudi v evropski, takrat sem imala v EUCD oziroma UGDEK, ne, zveza, je bil podsistem, ki se imenoval Zveza krščanskih demokratov Srednje Evrope, ne. In mi smo bili v Budimpešti in smo tudi po tej zaslugi brez problemov prvi vstopili v kakšno internacionalo od slovenskih strank, ne. In kljub temu, da se je zgodovinska SLS združila z SKD, je šla Slovenska kmečka zveza in pač si je prilastila ime SLS-a, ne, čeprav nepravno, ne, kako bi rekel, politično, to ni bilo prav, ampak tako se je zgodilo. Mi smo s terena skozi poslušali ljudi, so rekli, pa beremo vaše programe, se sklicujete na krščanske vrednote, na to in ono, in so rekli, ne vidimo prave razlike, ne. Zakaj rabimo dve stranki na isto temo, ne. Jaz bi rekel, da tudi v cerkvenih krogih je bilo isto mnenje, ker so se ljudje tudi na kakšnega duhovnika obrnili, pa so rekli, koga je zdaj to, ne. Skratka, mi smo v tem spravljali to skupaj, Podobnikova stranka je zapustila vlado, tako smo se zmenili. Jaz pravim, da namen je bil v redu in še zdaj trdim, da ta namen je v redu, še zdaj bi bil v redu, ne. Izvedba je bila pa slaba, ne. In ni bilo vse slabo, kar je temu sledilo, ampak mene je to tudi presenetilo, da je toliko, bi rekel, funkcionarjev stranke ostalo tam. Jaz bi se raje izognil razlagi, zakaj je kdo posamezno tam ostal. Del ljudi je prevzel Zagožnovo alergijo do Janše, ne. To je en del razlage, ne. Pri pokojnem Francetu Zagožnu je bilo to močno, ne. In mi smo, kljub temu, da smo ločeno sprejeli sklepe, oni na kongresu v Krškem, mi na kongresu v Mariboru in potem skupaj na kongresu v Združitvenem Ljubljani, da bomo spoštovali rezultat referenduma na temo volilnih sistemov, kjer smo krščanski demokrati zastopali proporcionalni sistem, Janša večinskega, in ustavno sodišče potem presodilo, da je zmagal večinski. In mi smo rekli, mi smo
ljudje pravne države, Ustavno sodišče je najvišja inštanca, bomo branili to, kar so oni rekli. Ne? Ljudje, kot je Zagožen, pa še kdo okrog, so menili pa drugače in so potegnili z njim in proti sklepom, ki smo jih sprejeli, in potem pa so preskočili z ustavnim zakonom ljudsko voljo. Ne? In to je bil razlog zame, ne glede na to, od kje je prišla pobuda za novo stranko, ne? Ker je prišla od zunaj, sem se pridružil Bajuku v volji, da z ustanovitvijo spet stranke omogočimo verodostojno izbiro. Meni se je zdelo to, da se z ustavnim trikom preskoči ljudsko voljo, ne glede na to, da jo je ugotovilo šele Ustavno sodišče, se je meni zdelo nedemokratično in sem iz tega nagiba iz nobenega drugega podprl ustanovitev Nove Slovenije.